Večina ljudi je prepričanih, da je pooblaščeno servisiranje vozil pogoj za veljavnost garancije. A to ne velja že več kot 5 let, ko je bila sprejeta evropska uredba. Podobno velja tudi za originalne rezervne dele. Skladno z uredbo lahko tudi nepooblaščeni serviser popravi vozilo v garancijski dobi in poleg tega ni nujna uporaba le originalnih nadomestnih delov. Ljudje velikokrat ne vedo, da v takšnih primerih garancija ne propade. Seveda pa mora tudi nepooblaščeni serviser upoštevati navodila proizvajalca glede vzdrževanja in popravila vozila. V sekciji za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije so pojasnili, da garancija velja, če so bili v avto vgrajeni originalni ali originalu enakovredni deli, skladno z vsemi predpisi in navodili proizvajalca. Poudarjajo, da garancija ne propade, če se servis opravi pri nepooblaščenem serviserju, vendar so pooblaščeni serviserji pod stalnim nadzorom proizvajalca vozil. In koliko je servis avtomobila pri nepooblaščenem serviserju cenejši? Cena pri pooblaščenem serviserju je odvisna od modela vozila in od obsega servisa. Prodajalci avtomobilov se strinjajo, da je cena pri nepooblaščenem serviserju praviloma nekoliko nižja. V Avtomoto zvezi Slovenije so mnenja, da je prihranek pri rednem servisu lahko od nekaj 10 pa tudi do nekaj 100 evrov. Čeprav je bila evropska uredba sprejeta že pred 5 leti, na Obrtni zbornici Slovenije ugotavljajo, da nekateri na slovenskem trgu še vedno zavajajo. Če je na pooblaščenem servisu ali pri proizvajalcu vozila zavrnjena garancija samo zato, ker je lastnik vozila popravljal ali servisiral vozilo pri nepooblaščenem serviserju, se lahko obrnete na Agencijo za varstvo konkurence ali na Obrtno zbornico Slovenije. Pomembno je vedeti tudi to, da uredba ne velja za podaljšano garancijo, ki je dogovor med kupcem in prodajalcem.